Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, pred nami je 9. krog v prvi MNZ Maribor Pohorje, ki je v izjemnem nizu dobrih rezultatov, se bo na gostovanju udarilo proti Dupleku in prav ta obračun bodo pospremile naše kamere. Duplečani so letos povsem razglašeni, v prejšnjih sezonah smo bili vajeni, da so pred svojimi navijači veljali za enega izmed težje premagljivih nasprotnikov, a letos temu ni tako. Če bodo želeli obstati med prvoligaško konkurenco, bodo morali dvigniti svoj nivo nogometa in pričeti z nabiranjem točk. Pohorci pa, kot že rečeno, nizajo sijajne predstave in so se povsem priključili vrhu prvenstvene lestvice. Jasno pa je, da obojni potrebujejo točke za dosego svojih ciljev. Duplek za obstanek, Pohorje pa za priključek oziroma za boj za naslov. Kot lahko vidimo, sredine igrišča bodo krenili gostujoči nogometaši, ki bodo ta obračun odigrali v svojih tradicionalnih zelenih barvah, medtem ko Duplek prav tako v tradicionalni modri barvi. Dolžan sem vam še obe začetni enajsterici. Pri domačih v vratih Vohl, v obrambi z leve proti desni Lukić, Novoselec, Burjan in Pavalec, v zadnja vezista sta Pavlin in Plemeniti, pred njima Bračič, Cmrečnjak in Kukovec, najbližje nasprotnikovim vratom je Buser, strateg Dupleka je Bojan Petek, pri gostih po vratih Podpara, v obrambi Žižmund, Prednik, Nemec in Fideršek, v vezni vrsti Rihtarič, Ademovič, Rabič in Sternat, v napadu pa Stajnko in Sredenšek. Trener gostujoče zasedbe je Vanja Ajt. Glavni sodnik tega obračuna je Tadej Mežnar, njegova pomočnika Mitja Bombač in Marko Mladenovič, delegat tekme pa je Aleš Partlič. Takoj v uvodu smo lahko videli, da gostje želijo igrati hiter nogomet, a danes bo to nekoliko onemogočeno, predvsem zaradi razmočenega igrišča. Prekršek v napadu je storil Bračič, prosti strel bo izvedel Prednik. Pavalec proti Pavlinu, Pavlin na desno stran proti Kukovcu, ta v prostor pošilja Cmrečnjaka, a prehitra podaja je bila to za slednjega. Žižmund vrača Podpari, ta na desno stran do Fiderška. Nemec s podajo proti Stajnku, znova do posesti Duplek. Dvojna podaja gostov na desni strani, ima veliko prostora Stajnko, ta pred vrata, kjer je imel sijajno priložnost za zadetek Sredenšek, a ta je ostala neizkoriščena. Z izjemno obrambo se je izkazal vratar domačih Vohl. Izbija Prednik. Prekršek Pavlina. Grdo je sedaj padel Ademovič. Prosti strel bo za goste izvedel Rihtarič. Rihtarič podajo prostor proti Žižmundu. Do posesti Žižmund. Izbija Kukovec. Še en strel na vrata domačih, znova na mestu Vohl, tokrat je streljal Sternat.
Prvi udarec iz kota tudi na tem obračunu. Pripadal bo Dupleku, oziroma Pohorju, se opravičujem, izvedel ga bo Rihtarič. Nogometaš, ki je še v lanski sezoni nosil dres Dupleka, najvišji v skoku Novoselec. Mirno znova gostje Sternat. Ademovič namesto Pavlin, toda do posesti Sternat. Veliko prostora ima Kukovec. Na koncu pa je Kukovec nekoliko izgubil kontrolo nad žogo, ki je zapustila igrišče in znova so v posesti gostje. Nemec, Bračič, Buser, Prednik na mestu, znova Bračič, v bloku Nemec in prvi udarec iz kota za domače. Prvi kot za Duplek bo izvedel številko 19 Smrečnjak. V skoku najvišji Prednik. Pavlin vrača Kukovcu. Ta z diagonalno podajo. V skoku Nemec, Pavlin. V bloku Rabič. Iz avta Lukič. Ponuja se Cmrečnjak. Lukič v kazenski prostor, ker je plemeniti. Cmrečnjak v bloku Nemec. Drugi udarec iz kota za Duplek. Duplečani v teh trenutkih prevzemajo pobudo. Cmrečnjak proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil Žižmont. Na koncu žogo v avt pošilja Stajnko. Iz avta za domače Pavalec. V preigravanju Buser. Še en avt za Duplek. Pohorci nikakor ne morejo izpred svojega kazenskega prostora. Pavalec je iskal plemenitega. Ademovič, prekršek domačega nogometaša. Prosti strel bo izvedel Žižmont. Ta na kratko do Prednika. Vidimo, da na tej strani, kjer zaenkrat igra Pohorje, če se lahko tako izrazim, je igrišče nekoliko bolj premočeno, kar povzroča nekaj preglavic gostujoči zasedbi, predvsem pri začetkih napada. Drugi kot medtem za goste, znova na izvedbo številko 7 Rihtarič. Stajnko, optimističen poskus Stajnka, brez nevarnosti za vratarja Vohla.
Zadnja tekma med tema dvema tekmecema se je igrala v 6. krogu lanske sezone, to je bilo 28. septembra. Moštvi sta se udarili prav tukaj v Dupleku, na koncu pa je prišlo do delitve točk. Na odmor so Pohorci sicer odšli s prednostjo 0:1 po zadetku Žižmonda v 12. minuti, končnih 1:1 pa je v 73. postavil napadalec Dupleka Dobaja. Cmrečnjak, v preigravanju Cmrečnjak, ta v prostor proti Buserju. Izbija Prednik, Lukič, Ademovič. Ta del igrišča je zelo neugoden, tako za ene kot druge. Sternate krenil proti napad v prostor proti Fideršku oziroma proti Rabiču. Ta je na drugi strani iskal Sredenška, a še ena lepa situacija je splavala po vodi za Pohorje. Duplek ima v obrambi največ težav prav preko teh hitrih protinapadov. Žoga v prostor nekako zmede domačo obrambo, vsaj zaenkrat. Izbil je Fideršek, out bo pripadel Dupleku. Ti vremenski pogoji nekoliko, vsaj zaenkrat je tako videti, bolj ugajajo Dupleku oziroma razmočeno igrišče. Prekršek Ademoviča nad Cmrečnjakom. Prosti strel za domače bo izvedel Pavlin. Pavlin s podajo v kazenski prostor, kjer je bil najvišji Buser, a do posesti gostje. Stanjko brez večjih težav mimo Novoselca, na mestu Pavalec. Rihtarič, visoko čez vrata je sprožil Rihtarič. Vratarju Vohlu se v teh situacijah nikamor ne mudi, torej je na nek način jasno, da bi Duplečani bili zadovoljni tudi z delitvijo točk na tem obračunu. Ademovič višji od Plemenitega. Sternat, prekršek Pavlina. Pavlin s podajo, kjer je iskal Bračiča, toda nekoliko nenatančen pri oddaji žoge je bil Pavlin. Ademovič, nanj pritiska Kukovec. Še en prekršek domačih nad Ademovičem, ki je v lanski sezoni prav tako kot Rihtarič nosil dres Dupleka, zagotovo oba dodatno motivirana za ta obračun. Rihtarič s podajo na desno stran, v preigravanju Rabič in prekršek Lukiča.
proti oddaljenejši vratnici, kjer se je odkrival Nemec. Na koncu se je eden izmed domačih nogometašev dotaknil te žoge in kot za Pohorje znova izvajalec Rihtarič. Pravočasno izvrat Vohl. Rabič mirno vrača Fideršku. Ademovič, prebral je njegovo namero. Pavlin, veliko prostora imajo domači za protinapad. Cmrečnjak. Še vedno Cmrečnjak, na koncu podaja za hrbet Buserja. Bračič vrača Lukiču. Buser, premočna podaja na koncu za Bračiča. Sredenšek takoj je iskal Stanjka, brez prekrška nad gostujočim napadalcem. Rihtarič, Sternat, prekršek Plemenitega. Izbija Burjan, Prednik, najvišji Ademovič, Stanjko, nesporazum Rabiča in Stanjka. Novoselec proti Cmrečnjaku, mirno Fideršek, Nemec, Rihtarič, Cmrečnjak je pritisnil nanj, pomaga Buser. Pred Rabičem izbija Lukič. Buser v preigravanju. Pravočasno Fideršek mirno vrača Podpari. Ta na kratko do Prednika. Prednik. Novoselec je bil na mestu, a do žoge Sternat. Ta je iskal Sredenška. Lukič, pravočasno izbija Lukič. Pavalec. Proti Buserju, mirno Prednik. Novoselec Pavlin na levo stran proti Lukiču, a na koncu prehitra podaja za slednjega. Znova na mestu Burjan. Izbija Plemeniti, nekaj raztrgane igre na obeh straneh v teh trenutkih. Prednik proti Žižmondu. Ademovič in Pavalec v dvoboju. Ademovič v prostor pošilja Žižmonda, veliko prostore ima Žižmond, izbija Novoselec. Stanjko vrača Žižmondu. Še ena od za Pohorje, Ademovič. Novoselec izbija Novoselec, nekoliko panično je v teh trenutkih odreagiral branilec domačega moštva. Znova
je žoga v posesti Pohorja. Prednik v bloku Cmrečnjak. Cmrečnjak pritiska na Prednika. Prednik mirno, izkušen v teh situacijah. Sredenšek takoj proti Stanjku. Nekaj vroče krvi sedaj. Bomo videli, kako bo to situacijo razrešil glavni sodnik Mežnar. Na koncu sta si igralca segla v roke in za oba zgolj opozorilo. Prosti strel pa za Pohorje, izvedel ga bo še enkrat več Rihtarič. Aleš, vse se čuje, kaj se meni. Prednik, Sredenšek. Sredenšek v prostor proti Stanjku. Novoselec na koncu izbija. Ob tem istem terminu kot tale naš dvoboj so se pričeli še 4 obračuni v prvi MNZ Maribor. Vodilni Miklavž je na krilih zmage v prejšnjem kolu proti Marles Hišam tokrat igra oziroma se meri proti Malečniku. Miklavž je v zares izjemni formi in kaže zelo. Izbija Novoselec, na koncu je žogo izpred svojega kazenskega prostora poslal Bračič. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, Miklavž gosti Malečnik. Miklavž je v zares izjemni formi in kaže zelo kvalitetne predstave, na drugi strani pa ima Malečnik nekaj težav, predvsem proti ekipam iz zgornjega dela lestvice, a zanimivo bo videti, kako bo tokrat, kako se bo vse skupaj razšlo za obe moštvi. Je pa res, da Malečnik dosega veliko število zadetkov, kar bi lahko pripomoglo kakšni točki Malečnika na tem obračunu, a tudi miklavški čmrlji v obrambi znajo odigrati na zelo visokem nivoju, zaustaviti ofenzivno naravnane ekipe. Občinski derbi se odvija v Staršah, kjer domači gostijo Brunšvik. Staršani so v prejšnjem krogu deklasirali Peco in jim vzeli prve točke na njihovem terenu. Prav tako pa je Brunšvik bil uspešen proti koroški zasedbi. Ugnali so Tap Akumulator, obojni tako v ta obračun vstopajo kot zmagovalci oziroma z nekaj dodatne samozavesti pred občinskim spopadom. Je pa res, da če pogledamo lestvico, so Starše v vlogi favorita, a na teh občinskih spopadih to ne pomeni praktično ničesar, saj je želja po točkah velika tako pri enih kot pri drugih. Izjemno zanimivo bo tudi v Račah, kjer domači gostijo Peco. Račanci so v prejšnjem kolu po polčasu zaostajali z 2:0 proti Jurovskem Dolu. Na koncu je bila tekma odpovedana zaradi katastrofalnih vremenskih razmer. Nekaj sreče so v tem primeru imeli varovanci Daliborja Peše. Novo opozorilo za Rače, da morajo na vseh obračunih biti zbrani in odigrati na svojem najvišjem možnem nivoju. Peca pa je na gostovanje v Rače prišla kot ranjen lev. Padli so v manjšo rezultatsko krizo. Tako bomo pospremili z zanimanjem, kako
bodo v taboru Črnjanov odreagirali na visok poraz v prejšnjem krogu. V Radljah pa se odvija dvoboj ekip, ki se bosta, kot vse kaže, borili za obstanek. Radeljčani gostijo Jurovski Dol, obračun, ki je za obe zasedbi zelo pomemben, saj bi v primeru zmage lažje zadihali pred nadaljevanjem prvenstva, glede na to, kako izenačeno je vse skupaj pri vrhu in tudi pri dnu. Bodo na koncu morda ključnega pomena prav ti medsebojni obračuni. Pri obojnih pa si prizadevajo obdržati prvoligaški status tudi za prihodnjo sezono. Ob jutrišnjem terminu pa bosta odigrani zadnji dve tekmi tega 9. kroga v prvi MNZ Maribor, dvoboj dveh moštev, ki smo jih pričakovali višje. Se bo odvijal v Pesnici, kjer se bodo domači pomerili z Marjeto. Pesničani že kar 3 zaporedne tekme niso uspeli zmagati in tudi v tem kolu je pred njimi vse prej kot lahka naloga. Vendar tudi Marjeta ne blesti, kljub visoki zmagi in povratku na zmagovita pota v prejšnjem kolu. So nekako razočarali v teh zadnjih krogih oziroma niso dosegli svojega nivoja oziroma svojih ciljev. Tako gre pričakovati krčevit boj za vsako žogo do zadnjega sodnikovega žvižga. Marles hiše po porazu in povratku v realnost bodo v jutrišnjem terminu odšli na gostovanje v Mežico. Izjemna obramba, medtem Vohla v priložnosti je bil Stanjko. Vohl še enkrat več ohranja svoje moštvo pri začetnih 0-0. Plemeniti proti Cmrečnjaku, ta močnejši od Prednika. Cmrečnjak. Na koncu out za Duplek. Da zaključim prejšnjo misel, kot že rečeno, Marles hiše bodo odšle na oddaljeno gostovanje v Mežico k akumulatorju. Mežičani so letos že dokazali, da lahko premagujejo favorizirane tekmece, predvsem jasno pred svojimi navijači oziroma na lastnem terenu. Limbušani pa se zagotovo zavedajo, da bodo morali pokazati vso svoje znanje, če bodo želeli do kakšne točke ali celo 3 na tem vročem gostovanju v Mežici. Ademovič na desno stran, kjer ima veliko prostora Fideršek. Še vedno Fideršek na mestu Lukič. Nekaj sreče je imel Lukič tudi v teh trenutkih. Plemeniti v prostor proti Kukovcu, mirno Prednik. Ademovič. Pravočasno v obrambi Pavalec, a na koncu udarec iz kota za Pohorje. Teče 29. minuta tega obračuna, rezultat še vedno 0-0, zagotovo so s tem bolj zadovoljni v taboru domačih. Tokrat udarec iz kota za Pohorje izvedel Sternat. Ta proti bližnji vratnici na mestu Pavlin, a še en udarec iz kota za Pohorje, že 5. v tem prvem delu.
Rihtarič. Rihtarič, Vohl znova na mestu. Sternat. Sternat proti oddaljenejši vratnici. Gol out za vratarja Vohla. Vohl bo znova jasno poslal dolgo žogo na nasprotnikovo polovico. Vohl tokrat neuspešen pri izvedbi tega gol outa. Out na koncu za Pohorje. Fideršek vrača Nemcu. Nemec je videl tekajočega Fiderška. Fideršek je krenil, izbija Novoselec. Izbija Plemeniti, že 6. udarec iz kota za Pohorje. Tokrat znova izvajalec Rihtarič. Izbija Plemeniti, Rabič, Rabič in 0:1, toda v prepovedanem položaju se je znašel Sredenšek, izid ostaja 0:0. Bračič in Rabič v dvoboju. Uspešnejši Rabič. Rabič proti Rihtariču. Rihtarič z visoko podajo, kjer je iskal Stanjka. Pavlin. Kukovec. Kukovec v preigravanju. Vrača Pavlinu. Pavlin na koncu visoko čez vrata. Na mestu Burjan. Out za Pohorje. Seveda gostje si želijo tega zadetka, da pridejo do prednosti in si nekoliko olajšajo zadeve pred nadaljevanjem. Pavelec, Burjan. Burjan lepo proti Cmrečnjaku. Plemeniti. Plemeniti takoj v ogenj pošilja Buserja. V bloku je bil Žižmont in na koncu udarec iz kota za Duplek. Ali lahko domači morda res ne ogrozijo vrata Podpare iz tega oziroma iz te situacije. Še enkrat več bo izvajalec Cmrečnjak. Cmrečnjak proti oddaljenejši vratnici, kjer je bil Nemec. Slab predložek Cmrečnjaka.
Iz avta bo metal Fideršek. Na mestu Plemeniti. Pavlin je iskal Bračiča, prehitra podaja za slednjega. Rabič, Fideršek. Fideršek proti Stajnku, ta najvišji v skoku, a znova na mestu Burjan. Izbija Novoselec, Plemeniti, na koncu Sternat, Burjan in Sredenšek v dvoboju. Burjan, še enkrat več se je Burjan zelo dobro postavil v obrambi in s tem onemogočil protinapad gostom. Rihtarič. Rihtarič in Pavlin v dvoboju. Ademovič, Sternat, lepo so to odigrali gostje. Rihtarič je takoj v sredini iskal Sredenška, Plemeniti. Prekršek Plemenitega. Prednik na desno stran proti Fideršku. Rabič. Še en nesporazum v gostujočem napadu. V uvodnih 8 krogih so nogometaši Dupleka vknjižili 1 zmago, 1 remi in pa kar 6 porazov. Edino zmago so vknjižili v 4. kolu, ko so z 1-2 ugnali Jurovski Dol. Remizirali so v 2. krogu s Pesnico 1-1, izgubili pa proti Radljam 0-1, Marjeti 1-5, Peci 0-2, Brunšviku 3-2, Marles Hišam 0-4 in pa Malečniku z 9-3. Predvsem ta zadnji poraz je zagotovo zelo boleč, visok. Danes pa spremljamo oziroma vidimo, da so Duplečani vsaj zaenkrat bolje odigrali oziroma bolje stojijo na igrišču. Cmrečnjak. Prekršek Cmrečnjaka. Na drugi strani pa Pohorje v uvodnih 8 krogih 5 zmag, 1 remi in 2 poraza. Ta so doživeli v prvih 2 krogih, ko jih je ugnala Peca z 1-0 in še nato Starše z 0-4. Remizirali so v 5. kolu z Marles Hišami 4-4. Zares razborljiv dvoboj je bil to, vsaj zaenkrat zagotovo tekma sezone, bi lahko rekli, ki se je odločala v zadnjih trenutkih dvoboja. Premagali pa so Brunšvik 0-4, Rače 3-1, Radlje 4-1, Malečnik 2-3 in pa Pesnico z 1-0. Vidimo, da Pohorci niso doživeli poraza že 6 krogov. Danes si prizadevajo ta niz še podaljšati. Rabič vrača Predniku. Prednik s podajo proti Fideršku. Fideršek, najvišji znova Vohl.
Prednik. Na mestu Lukič, Bračič proti Cmrečnjaku. Še vedno Cmrečnjak. Ta je žogo v prostor iskal Buserja, še enkrat več pa na mestu Prednik. Tokrat slaba poteza Prednika, prva danes. Iz avta Žižmont. Ademovič Rihtariču. Ta spodaj prostor proti Stajnku, Novoselec, pametno Novoselec brez kompliciranja žogo pošilja v avt. Ademovič. Kukovec, še vedno je bil Kukovec v dvoboju z Rihtaričem. Burjan, pametno je odreagiral Burjan. Iz avta Pavalec. Rihtarič. Fideršku, znova Rihtarič, Sternat. Sternat je videl tekajočega Žižmonda. Kukovec. In na koncu je prekršek storil Kukovec. Prosti strel bo za Pohorje izvedel Rihtarič. Teče 43. minuta tega prvega polčasa, rezultat še vedno 0:0. Ali lahko Pohorci z tega standardnega položaja preidejo v vodstvo v izdihljajih oziroma v zadnjih minutah prvega dela. Pavlin vrača Pavalecu. Prekršek Cmrečnjaka. Izbija Plemeniti. Prednik mirno Rihtariču. Rihtarič na desno stran, kjer je Fideršek. V skoku najvišji Novoselec. Na koncu avt za Duplek. Iz avta bo za domače žogo v igro poslal Lukič. Rihtarič. Še vedno Burjan. Izbija Novoselec. Prednik.
Pavelec višji od Ademoviča, do posesti Stajnko. Stajnko s podajo na oddaljenejšo vratnico, kjer je Rabič, mirno plemeniti. Veliko prostora ima Bračič, ta je iskal Cmrečnjaka. Rabič in glavni sodnik je medtem odpiskal konec prvega polčasa. Ekipi na odmor odhajata z neodločenim rezultatom 0:0. Po tem prvem delu lahko rečemo, da smo spremljali borbeno predstavo. Težko je kaj odigrati na tem razmočenem igrišču, a zaenkrat zagotovo bolj zadovoljni z rezultatom domači nogometaši. Z moje strani je bilo to za prvi del vse. Vljudno vabljeni seveda tudi k ogledu drugega polčasa.